Spoštovani udeleženci letošnjih študijskih dnevov, cenjeni gostje, začenjamo drugi dan današnje letošnje drage, ki letos beleži že 59. izvedbo. V imenu organizacijskega odbora pri Društvu slovenskih izobražencev iz Trsta vas prav vse lepo pozdravljam. Včerajšnji dan je potekal v znamenju okrogle mize Vergili versus ChatGPT, vloga klasične izobrazbe v dobi umetne inteligence. Današnji program se je začel že zjutraj in sicer z okroglo mizo v okviru Drage mladih pod naslovom E-draga, energetika prihodnosti. Pred nami pa sta še dve pestri točki programa. Dovolite, predno preidemo na ta del programa, da se tu poklonimo spominu na preminule goste ali sooblikovalce Drage. 15. septembra lani se je od nas poslovila Lučka Peterlin Susič, hčerka ustanovitelja Drage Jožeta Peterlina in tudi sama nepogrešljiva sooblikovalka naših študijskih dni. 5. januarja je v Trstu preminil kulturni delavec Ivan Buzečan, ki je rad sodeloval na Dragi kot razpravljalec in kot dolgoletni igralec radijskega odra. In 15. aprila je v Trstu umrl Samo Pahor, borec za pravice Slovencev v Italiji. Na Dragi je nastopil dvakrat kot predavatelj, ničkolikokrat pa kot razpravljalec. Hvaležno se jih spominjamo. A zdaj je že čas, da nadaljujemo z našim programom. Vabim, na odru sta že profesor Peter Jamrek, ki nam bo spregovoril o današnji temi, in sicer tema, ki nosi naslov Evropska unija in kriza demokracije. O tem, kaj podrobneje bomo slišali, bo spregovorila moderatorka Martina Valentinčič, ki je tudi že na odru. Naj vas spomnim, da bo kot običajno po predavanju sledila diskusija. Po končani diskusiji, in sicer ob 19. ste vsi vabljeni, da si z nami ogledate dokumentarni film iz leta 2005 Epifanija zemlje in duha, Alojz Rebula v zanosu besede in šepetanju vire. Scenarij je podpisal Igor Škamperle, režijo pa Marija Brecelj. Sledil bo še prigrizek. Sedaj pa predajam besedo moderatorki Martini Valentinčič. Hvala. Najlepša hvala. Spoštovani prijatelji in obiskovalci študijskih dnevov Draga, ki ste tu prisotni, ter vsi, ki nam sledite potom spletne povezave, iskreno dobrodošli in lepo pozdravljeni. Alojz Rebula ni bil samo odličen poznavalec zgodovine, še posebej antike, ampak tudi prodoren opazovalec sveta in družbe, v kateri je živel, in se je večkrat v svojih predavanjih, tudi tukaj na Dragi, in esejih dotikal političnih in družbeno aktualnih tematik. Zato posvečamo današnje popoldne prav tem temam, točneje analizi trenutnega stanja zahodne demokracije. Po koncu druge svetovne vojne se je na Zahodu uveljavila miselnost, da je z liberalno demokracijo končno nastal idealen in dokončen model politične in družbene ureditve. S padcem Berlinskega zidu smo mislili in upali, da bodo totalitarizmi propadli in da se bo demokracija končno uveljavila po celem svetu. Po dobrih 3 desetletjih od tega zgodovinskega dogodka pa danes odkrito govorimo o krizi demokracije, ki se odraža predvsem vse nižjo volilno udeležbo in upadanjem aktivnega sodelovanja v politiki. Predvsem mlade generacije so izgubile zaupanje v liberalno demokracijo, saj čutijo, da jih je pustila na cedilu, da ni znala izpolniti obljub, da bo obvladala brezposelnost, ekonomska nihanja, delavske nemire in strankarski egoizem, da jim bo torej zagotovila boljši jutri. Ko ljudje začnejo misliti, da je socialna pogodba prekršena, je demokracija v težavah. Državljani postanejo do nje brezbrižni ali celo željni avtoritarnih alternativ. Je demokracija res v krizi ali je le v trenutku nujne in neizbežne prenove, ki jo zahtevajo današnje razmere? O tem se bomo pogovorili z današnjim gostom, dr. Petrom Jamrekom,
ki je rektor Nove univerze ter profesor ustavnega prava in prava človekovih pravic na Fakulteti za državne evropske študije in na Evropski pravni fakulteti. Bil je član znanstvenega odbora Agencije Evropske unije za temeljne pravice in član Evropske komisije za demokracijo skozi pravo, pa tudi sodnik in predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice. Prispeval je k osamosvojitvi Slovenije in k razvoju njene ustavne demokracije kot eden od avtorjev slovenskega nacionalnega programa in prvih osnutkov slovenske ustave, ter kot eden ključnih pobudnikov za plebiscit o osamosvojitvi Slovenije. Dr. Jambrek, prosim, predajem vam besedo. Hvala lepa. Zdaj čist na začetku bi rekel, da sem res hvaležen in počaščen, da sem povabljen v to ugledno družbo, to skupnost, ki že dolga desetletja goji slovensko misel v tej recimo zamejski skupnosti. No, meni se zdi, kot da je bilo včeraj, nedavno, ko sem prvič predaval na tej dragi. In potem sem se šel gledat, malo sem pogooglal, malo sem po svojih arhivih pogledal in sem ugotovil, da je bilo to leta 1996. 1996 sem tukaj predaval in užival v spominu imam, čeprav je zdaj tega, kaj se vem, skoraj 30 let, ne? Kot da bi bilo to včeraj. No, tako da res sem počaščen, da smem še enkrat ponoviti to zadevo. Takrat je bil naslov mojega predavanja ali pa razprave Slovenski nacionalni program. Mogoče ni čisto slučajno, da nas je leta 1996, pa potem tudi leta 2004 in tako naprej, zanimal slovenski nacionalni program. Danes pa ne zanima kriza demokracije v Evropi. Zdaj, vmes med 96 in pa 24, ne, teh 30 let, je Slovenija očitno svoj interes premaknila od samo nacionalnega do neke svoje problematične ali pa zanimive, konstruktivne vloge znotraj Evrope. Ne samo Evropske unije, tudi Sveta Evrope, ki mu služi Evropsko sodišče za človekove pravice. Mogoče je to slučajno, mogoče je pa indikativno ta razlika. Zdaj, če omenim ta interes za slovenski nacionalni program, ne, leta 1996, ta je bil še živ od tiste znamenite 57. številke Nove revije, ki je objavila prispevke za slovenski nacionalni program. Vemo, da je potem pod okriljem in obnebjem tega slovenskega nacionalnega programa se zgodila slovenska pomlad, slovenska demokracija in slovenska osamosvojitev v teh ključnih letih 87 do 92, petletka, ne. Petletno obdobje narodno-osvobodilne vojne in gibanja za Slovenijo. No, jaz bi rekel, da današnji interes za Evropo je čisto realen. Namreč Evropska unija proizvaja toliko predpisov, pravnih aktov, ki jih mora Slovenija obvezno izvrševati, da je ona postala pravzaprav naša v resnici prava državna skupnost, ne samo neka mednarodna organizacija, v kateri smo se znašli in v kateri imamo povsem suveren položaj. Ni res. Precejšen del svoje suverenosti smo, oziroma natančneje pravno rečeno, izvrševanja teh suverenih pravic smo v resnici prenesli na Evropsko unijo. Ne? No, toliko za uvod. Glede teme. Evropa in kriza demokracije v Evropi. Z naslovom se ne strinjam. Tudi sam s sabo se dostikrat ne strinjam, tokrat se ne strinjam z naslovom svojega predavanja, pod katerim naslovom namreč bi poskušal kaj povedati, kar
upam, bilo zanimivo za poslušalce, zanimivo za naju, ki sediva tukaj. Zdaj, Evropa, če jo štejemo v najširšem smislu članic Sveta Evrope, ne morem reči, da je v krizi, ker česa takega tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, ki sodi na podlagi Evropske konvencije za človekove pravice in temeljne svoboščine, ni odkrilo. Je odkrilo tolikšno količino kršitev konvencije, da je Rusijo in Turčijo izločilo iz tega sistema. Ampak to, kar je ostalo, še zvedno spodobno izvaja kljub občasnim problemom Evropsko konvencijo in Evropsko sodišče opozarja na pomanjkljivosti, na napake, na področja, kjer je treba države spomniti, da vendar je konvencija živ in dejaven mehanizem, ki ga je treba spoštovati. Tako da v kakšni krizi se mi zdi, da je pretirano govoriti. Seveda so pa problemi, slabosti, tudi prednosti. Evropa, če jo omejim na Evropsko unijo, v celoti ni v krizi, če štejemo, da je Lizbonska konvencija tista ustavna podlaga za delovanje te mednarodne organizacije. Evropska unija je še vedno mednarodno pravno gledano mednarodna organizacija, znotraj katere članice izvajajo svoje suverene pravice in lahko tudi mirno, če se tako odločijo, izstopijo iz te mednarodne organizacije, kot je naredila z Brexitom Združeno kraljestvo. No, zdaj ta kriza tudi ne bi mogli reči, da obstaja znotraj posameznih nacionalnih držav, članic Evropske unije. Če bi ta kriza obstajala, potem bi bil sprožen ustrezni mehanizem znotraj Evropske unije, ki bi ugotovil, da članica in njena ustavna ureditev in obnašanje ne ustreza več temeljnim postulatom Evropske unije in bi bila izključena ali pa saj suspendirana. To se ni zgodilo. Tako da izraz kriza je pretiran, se meni zdi. Je pa res, moram takoj dodati, da ne bi kdo rekel, da smo pretirani optimisti, da je pa zelo neka velika težava in problem to, da v Evropi je odprta neka resna vojna, da se med Rusijo in Ukrajino dogaja neka vojna in da se vojna dogaja na pragu Evropske unije v Izraelu, med Izraelom in teroristično organizacijo Hamas. Tako da to pa so resne zadeve, ki zaskrbljujejo in utegnejo tudi sprožati neke širše konflikte, ki presegajo samo to bilateralno vojno žarišče v Izraelu in v Ukrajini. No, zdaj, če pa se torej po teh kavtelah omejim na vendarle razpravo o demokraciji v Evropi, bi rekel, da gotovo demokracija v Evropski uniji kot neki kvazi ali pa sui generis državni skupnosti ima precejšnje pomanjkljivosti. Ureditev Evropske unije, njene pogodbene osnove kažejo, da sama Evropska unija ni organizirana tako demokratično, kot njena vodstva v Strasbourgu in Bruslju pričakujejo od članic. Bom o tem nekaj malo več povedal v nadaljevanju. Kar se tiče samih članic, pa kot rečeno, imajo probleme z demokracijo, ampak oglejmo si morebiti ene par takih bolj odmevnih, domnevnih problemov,
ki zaskrbljujejo državljane Evropske unije in njihovih članic, medije, politike in tako naprej. No, zdaj, junija letos so bile parlamentarne volitve v Evropski parlament, ki so potekale korektno, normalno. 120 poslancev Evropskega parlamenta je bilo izvoljenih po ustaljenih pravilih, brez kakšnih večjih težav. In tu vidimo, da je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poslanskih skupin, nekih strank, ki so dobile svoje sedeže v Evropski uniji, in vse te stranke se spet po nekih tradicionalnih, ustaljenih modelih v Evropi delijo na levo in desno. Ene so desne, ene so leve. Desnih poslancev, tako imenovanih, je 408, levih, tako imenovanih, je 312. Če bi po tej logiki razdelili, je čista jasna prevlada tako imenovanih desnih. Če ne bi bilo treba že problematizirati samega tega izraza čisto na začetku, saj jaz ga vedno in pravim, da dostikrat, vsaj v Sloveniji, se ne spoznam toliko na druge države in njihove ureditve, da bi lahko presojal in ocenjeval, ampak vsaj v Sloveniji se mi marsikdaj z neko dokazno prepričljivostjo zdi, kot da je tisto, kar je na levi, v bistvu desno, in kar je na desni, v bistvu levo. Tako da tu so ti izrazi pravzaprav sorazmerno poljubni, obstaja pa neka antagonizem, neki konflikti, neki spori, vendarle na tej relaciji levo-desno, gor ali dol. No, in nekaj podobnega zgleda, da se dogaja tudi na ravni vse Evropske unije, kakor jo njeno politično strukturo, demokratično strukturo odraža sestava Evropskega parlamenta. Zdaj, če poskušam biti nekako spoštljivo slediti naslovu in iskati, kje bi bile neki krizne točke evropske demokracije, pol skoraj težko, da se človek ne ozre na recimo naslednje kritične, bolj kot krizne, včasih celo krizne oznake. Recimo skrajna desnica, pa skrajna levica. Zdaj, kaj je to? Eno ali drugo? Če človek sledi medijem in neki preprosti medijski pa politični govorici, bi, kot sem si zapisal, vendarle iz neke razprave dveh univerzitetnih raziskovalcev, raziskovalk, bi bila recimo skrajna desnica populistična, radikalna, neliberalna, nativistična, avtoritarna, ksenofobična, nacionalistična in vse podobno. Zdaj, v redu, to so meni kot evropskemu in ustavnemu sodniku in sociologu in profesor ustavnega prava so ti izrazi tuji. V moji stroki kot v sodniški in v sociološki teh izrazov ne uporabljamo, niti ne vemo, kaj bi z njimi in kako bi jih precizneje, teoretično in raziskovalno sploh opredelili. No, ampak vendar se ta
skrajna desnica na ta način, jaz bi rekel, okvalificira. Seveda, nekdo, ki je ne mara, bo štel to za diskvalifikacijo. Ne? In jaz sem celo našel neke zelo resne raziskovalne predloge, ki pravijo, da je za skrajno desnico toliko stvari narobe, ne, ker je izključitvena, hierarhična, rasistična, seksistična, antiimigrantska, sovražna do LGBTQ plus skupnosti, da bi jo bilo treba z njo nekaj početi, nekaj ukreniti. Tako grozno je to, kar ona počne. Ne? In zasledil sem, da so predlogi trojni, kaj bi se moralo z njo narediti. Najprej bi jo treba bilo demarkirati, demarkacija, se pravi razmejiti od drugih. Ta radikalna skrajna desnica kot nek korpus, ki ima neko homogeno identiteto in ga je treba razmejiti od drugih, sredinskih, zmernih, zlasti mainstream, vodilnih, glavnih, osrednjih. Ne? Potem je treba biti z njo v konfrontaciji, konfrontirati se z njo treba, povedati, kaj je narobe, biti strog in odločen. In če vse to ne gre, se pa nekako treba sprijazniti in se poskušati akomodirati. Nekako jo obravnavati znotraj nekega, Nemci bi rekli, Abgrenzung, razmejitve ali kordon sanitaire vzpostaviti na njenih robovih ali v angleščini firewall, se pravi neka stena, ki preprečuje, da bi se požar širil na druge, tako imenovane normalne, neutralne in tako naprej območja javnega življenja. Ne? Zasledil sem tudi zanimive, v bistvu obupane in pesimistične ocene, kaj za to skrajno desnico narediti. Torej, tudi raziskovalec odsvetuje metodo silver bullet, srebrne krogle, likvidacije, ne? Tudi ne vodotesnega kordona, tudi ima lahko negativne posledice. Ne? No, tako da to kot zgleda, da je nekaj težko narobe in če se vrnemo na izhodišče, potem imamo tu skrajno levico. Skrajna levica. Če nisem podobne raziskave, še njene diskvalifikacije naredil, ampak diskvalifikacija skrajne levice je jasna, ne? In oziroma kvalifikacija, tudi pri skrajni desnici govorimo o kvalifikaciji. Bodimo previdni pri teh ocenah. Ne? Skrajna levica, v redu. O njej lahko recimo očitamo ali pa poskušamo ugotoviti, da deluje, da zastopa stališča, ki so protiustavna. To se pravi, da zahteva določene spremembe sistema, ki so v neskladju z ustavo. Lahko jo očitamo, da ima nek svoj ideološki, politični izvor v tistih davnih časih ob koncu Prve svetovne vojne, ko sta Lenin in Trotski ustanavljala bolševiško partijo in skupaj s Stalinom pač morila, pobijala svoje lastne, najbolj pa tudi druge narode. No, in da zdaj seveda, da je izvor skrajne levice v tistih časih in da tega izvora genetsko se zelo težko odpove, čeprav recimo
poskuša vendarle prikriti z nekimi razlagami človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jo vendarle vodijo ne glede na te izvore. Skratka, oboji, tako skrajna levica kot skrajna desnica uporablja, se boji, kaj se bo zgodilo, če bi iz teh skrajnosti se te energije začele širiti tja, kjer pa obstaja tisto sakrosanktno, mainstream, srednja, normalno območje. Kaj se zgodi, torej kaj narediti s tisto pasto, ki je iz tube že zlezla, pa se s temi črvi, ki so iz neke škatle, lezejo ven. Ne? Izrazi, ki se uporabljajo, ljudje niti ne vejo, o čem govorijo. Ne? No, ampak zdaj, imamo tukaj še dva zanimiva izraza, ki poskušata biti nekoliko bolj sofisticirana, in to je, da gre pravzaprav v evropski demokraciji nasplošno za dve sorazmerno nesprejemljivi, nedemokratični dimenziji, in to je populizem in to je neliberalizem ali illiberal democracy, illiberalizem, neliberalnost. Ne? Zdaj, seveda, zakrknjen sociolog in sodnik, kakršen sem, s temi izrazi spet ne zna kaj pametnega početi. Mi tega ne uporabljamo. Populizem v sociologiji in teoriji demokracije ne vem, kaj bi bil, ali pa neliberalna demokracija tudi ne. Bom ene par stavkov na to temo povedal. Zdaj, populizem. V redu, tu jaz sem dal 8 let klasične gimnazije skozi. Vi ste imeli to klasično izobrazbo že včeraj v razpravi. Zdaj, ni treba biti pravzaprav maturant klasične gimnazije, da veš, da populus je sinonim za demos. Ne? Zdaj, demokracija pomeni vladavina demosa, demokracija, če bi pa latinski izraz uporabil, bi pa rekel, da je populus tisto ljudstvo, ki vlada. Ne? In zdaj dobesedno prevajanje izraza populus, ljudstvo, je pa par excellence skladno z slovensko ustavo, ki v 3. členu pravi, da v Sloveniji ima oblast ljudstvo. Ja, hvala Bogu, se pravi, smo vsi neki populisti, ne? Zdaj, ampak, če pa poskušamo, vendarle, ker populizem je pa negativna oznaka, to se zdi, kot da kdorkoli, komurkoli zabrusi v obraz, da je populist, ga s tem omalovažuje, žali, hoče povedati, da je z njim nekaj zelo narobe. Kaj pa? A je torej narobe to, da je populist tisti, ki zastopa in se strinja ali identificira z ljudstvom? Ok, samo ubesedenje in prevod iz latinščine kaj drugega ne dopušča, kot da je populist tisti, ki je na strani ljudstva. Ampak morebiti je pa ravno to narobe, ne? Mogoče je pa tisti mainstream, kot se reče, ne? Mainstream je glavni tok. Vse ostalo so stranski rokavi, kjer se voda zastaja, usmraja, ampak glavni tok je nekaj pozitivnega, ker gre dalje in seveda, kaj pa je potem ta glavni tok? Tu se marsikdo potem začne obračati do rešilnih bilk v tem nasprotovanju proti populizmu. Mediji, dominantni mediji, ti vendarle skrbijo za to, da se populizem ne razširi, ne razpase,
Tu so tudi nevladne civilno-družbene agenture, ki imajo ravno to vlogo. In to so tisti, ki so gatekeepers v obrambi pred populizmom in njegovimi stranskimi negativnimi pojavi in učinki. Gatekeepers, se pravi tisti, ki so vratarji, ki malce na Kafko to spominja, ki je poskušal priti do oblasti, pa je čakal pred vrati in so mu gatekeepers preprečevali, da bi prišel do pravice. Tako da to je lapsus tistih, ki uporabljajo izraz populizem. Psihoterapevtski analiza bi ugotovila, da so v resnici lapsusno uporabljajo te izraze in so razkrili, kaj pravzaprav bi radi. Radi bi imeli mainstream, dominantno, medijsko podprto območje političnega odločanja, ki bi bilo zavarovano z nadzorniki, z kontrolorji vrat v to sakrosanktno območje centralnega, legitimnega v družbi. Zdaj, jaz sem rojen leta 1940, 85 sem že kar, jih imam, tako da jaz se malo spomnim, kako je bilo v komunizmu. Isto, popolnoma enako. Centralni komitej je bil centralni komitej in on je bil pravzaprav zelo demokratičen, ker je imel znotraj sebe neke frakcije. Leve, desne, liberalne, menedžerske, birokratske, stalinistične in tako naprej. Pravi nosilci, mainstream v centralnem komiteju, ki je štel recimo 100-200 ljudi, Zvezni centralni komitej Komunistične partije Jugoslavije je imel še več ljudi in ti so v bistvu bili vedno pod nadzorom enega samega centra. To je tisti, ki je bil v središču. Nekdo je bil vedno v centralnem komiteju v središču in je obvladoval vse ostale frakcije. Če se tega ni dalo več, potem je seveda priljubljeni maršal poslal grožnjo z avioni in je bila vojska tista, ki je v zadnji konsekvenci poskrbela zdaj mainstream, tista osrednja točka obvladovanja normalnosti prevladala. Tako da mislim, da je tu treba biti nekoliko previden, ko govorimo o populizmu, ker pravzaprav ne vemo točno, kaj bi bilo to. Moj kolega, ki ga zelo spoštujem, profesor Avbelj, je napisal eno razpravo o populizmu, kjer ga je tudi razčlenil in je rekel, da obstaja socialno-ekonomski populizem. To so populisti, ki poskušajo biti všeč ekonomskim interesom ljudi, je agrarni populizem, mogoče so tudi tisti kmetje, ki se borijo za to, da bi lahko na nek način ohranili svoje proizvodne kapacitete. Obstaja ksenofobni populizem, domnevam, da je to tisto, kar tisti poskusi preprečiti razpad šengenskega sistema. In imamo recimo tudi navadni medijsko-propagandni populizem, ki poskuša pač prepričati ljudi v neke določene skupine ljudi. Skratka, zdaj, če lahko dam še svoje mnenje, populizem pravzaprav, tako kot ga zaslediš v teh raziskovalno-medijskih objavah,
pravzaprav ni nič drugega kot najrazličnejše oblike konkretnega političnega angažiranja strank, civilno-družbenih skupin, ki uporabljajo pač vse možne načine množičnega prepričevanja svojih volivcev. Nič narobe. Taka je demokracija. Saj demokracija ni čista povsem in samo moralno vzvišena, ampak zasleduje določene interese. In za te svoje interese poskuša pridobiti čim večje število ljudi in jih prepriča, da volijo za njo. To je bistvo demokracije. Ne? Tako da v redu, populizem, ok, hvala Bogu, da ga imamo. Drugo je pa neliberalna demokracija. Ne? Neliberalna demokracija, ta izraz je pa res, kako bi jaz rekel oksimoron. Ne? Demokracija je liberalna. Ni neliberalne demokracije. Demokracija je v bistvu vladavina prava, ki zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. To je demokracija. In znotraj tega je seveda temeljna vrednota človekovo dostojanstvo in človekova svoboda. Zdaj, spet, libertas, ne? Če smo malo klasično izobrazeni, je svoboda. Ne? Zdaj, nekdo, ki se bori proti svobodi in znotraj demokracije, tega ni. Po definiciji je to nesmisel, ne? Nelogični nesmisel. Tako da tu bi jaz skoraj da ne zgubljal časa in bi rekel, pač vsi smo demokrati, ne? V redu. V Sloveniji vendarle, jaz sem nekje leta 91, 92 neko knjigo naslovil z Ustavna demokracija. Ok, demokracija je tudi ustavna, v redu, ker je demokracija urejena in omejena z nekimi ustavnimi pravili. Ne? In v tem smislu mora biti ustavna demokracija omejuje svobodo. Ne? Omejuje, država lahko omejuje človekove pravice, ampak zgolj na način, kot je to urejeno v ustavi, skratka po izvedbi testa sorazmernosti. Ne? Ampak to nima veze z neliberalnostjo ali pa iliberalnostjo. No, toliko zdaj sem poskusil biti kritičen do evropske demokracije, pa mi ni uspelo. Ker se z vsemi temi kritikami, ki sem jih zdaj naštel, ne znam kaj dosti pomagati. Ne? Nič novega niso povedali. Okay. Zdaj pa, jaz sem nagnjen k temu, da kar klepetam. Vi me pa prekinite malo. Torej lahko mirno spimo, evropska demokracija je... Ne moramo spati mirno, to pa ne. Ima probleme. Zdravstveno stanje je dobro. Velike probleme ima. Ne, verjetno ne, sicer ne. Evropska unija, če se še nekoliko ustavimo pri njej, je pa tudi tarča velikih kritik, vsaj ne vem, če v Sloveniji, v Italiji je precej, da je preveč birokratska, da ne deluje učinkovito. V Sloveniji ste tudi napisali leta 2017 osnutek ene listine o ustavnih spremembah Evropske unije, katere prvi podpisnik je bil tedanji predsednik Borut Pahor. Nam lahko kaj poveste o tem, vi ste bil tudi zraven pri tem, kaj ste predlagali? Kaj bi bilo pa treba spremeniti v Evropski uniji? Evo. Leta 14-15 je bilo tole napisano, novi osnutek pogodbe o ustavi Evropske unije. To je neko besedilo dolgo 67 strani, kjer je narejen poskus napisati neko novo ustavno pogodbo za ureditev Evropske unije, ki bi zasledovala rešitev nekih temeljnih problemov Evropske unije.
No, da pa ne bi bil dolgovezen, dolgočasen in pedanten, bom na pamet neko tako po domače povedal, kaj je namen tega besedila, za katerim stoji Tine Hribar, Dimitrij Rupel, Borut Pahor, ne vem, kdo je še podpisal to besedilo, Niko Grafenauer ga je podpisal tudi, 5 ali 6 nas je bilo, napisal sem pa jaz, čisto samohvalno. In zdaj ta ustava, ta pogodba o ustavi za Evropsko unijo je izvirala iz problemov, ki so se nam zdeli važni za rešitev leta 13, 14, 15, skoraj 10 let nazaj. Če se ozrem za 10 let nazaj, lahko ugotovim, da so problemi Evropske unije danes isti, kot so bili takrat, ali pa samo še poglobljeni. Recimo, da tedaj in danes je nedoločen status Evropske unije kot zvezne federalne države. Potem Evropska unija se zanaša, to je bilo že omenjeno, preveč na mehko moč in manjka geopolitičnih strategij z trdo močjo, vojaško, obveščevalno in policijskim varovanjem meja. Potem je tudi problem že Evropske unije to, da je preveč centralizirano in birokratsko urejena na vrhu in da od tedaj naprej, 14, 15, 16 naprej, migracije enostavno niso kontrolirane in urejene. Torej, mi smo takrat podpisniki predlagali nekaj zadev, za katere smo vedeli, da je zelo težko ali skoraj nemogoče jih realizirati. Eno je poskus oziroma predlog, da dobi Evropska unija prvič verodostojno zakonodajno telo, parlament, ki v resnici si ne deli pristojnosti z Evropskim svetom in lahko sprejema zakone, je opolnomočen, kot se temu danes všečno reče, parlament in učinkovito izvršilno oblast, vlado. Kar se tega tiče, smo presegli neke kontinentalno-evropske predsodke in predlagali predsedniški sistem izvršilne oblasti, torej predsednika Evropske unije, ki je tako protokolarni šef kot tudi izvršilni organ po vzoru predsednika Združenih držav Amerike. No, tudi deloma Velike Britanije, ker tam v Veliki Britaniji nekako formalno bi se lahko reklo, da je kralj še vedno ali kraljica šef izvršilne veje oblasti, prime minister, vlada, je pa agent tega vrhovnega šefa kraljevskega izvora. No, ampak neposredne volitve predsednika Evropske unije bi nujno potegnile za sabo večinski volilni sistem. Če imate volitve enega, se potem vse volilno telo nekako organizira na dveh poljih in ta dva velika pola znotraj Evropske unije bi avtomatično presegla vse nacionalno državne okvire in večino interesnih skupin. Tako da bi bila v bistvu ta dva
pola v večinskem volilnem sistemu integrativno delovala, ker večinski volilni sistem deluje tako, to vemo, ne, to pa teorija ne zamuja za prakso. Če imate dve stranki, ki se borita za eno samo mesto, bodisi poslanca, bodisi predsednika, potem ti dve stranki zapuščata in zanemarjata skrajne robove, na katerih oni dve delujeta in težita proti sredini, kjer je največ volivcev. In ko obe dve se počasi plazita proti sredini, postaneta sredinski in se približata drugi do tiste točke, kjer sta še razpoznavni njuni identiteti za volivce. Skratka, sistem, ki bi deloval za Evropsko unijo izjemno integrativno, bi omogočal tudi to, da ob učinkoviti izvršilni veji oblasti bi bila federativna ureditev močnejša, kot je pa danes. Namreč nacionalne države bi lahko ohranile več pristojnosti na socialnem, kulturnem, gospodarskem področju, prenesle bi se pa na Evropsko unijo zgolj klasične državne funkcije. Vojska, obveščevalne službe, varovanje meja. To na kratko je duh tega predloga iz leta 14-15, ki molče priznava, da krepitev socialne regulacije znotraj Evropske unije z vrha navzdol deluje dezintegrativno. Ker zato, da lahko reguliraš gospodarstvo, socialo in kulturo, potrebuješ denar. In denar prihaja od najrazličnejših držav, razredov in področij gospodarstva in zbiranje denarja pomeni vedno nerazrešljive konflikte, še večji konflikti pa nastanejo, ko ta denar potem uporabljaš izven manevrskega prostora tistega, ki je denar dajal. Tako da kakršnakoli, recimo več Evrope, kot je bil slogan, več Evrope v smislu socialno-gospodarskega regulatornega mehanizma pomeni tudi dezintegracijo in slabljenje Evropske unije. Evropska unija je za svoj položaj v svetu potrebuje vojsko, pa varne meje. To je vse, kar se tiče tega. To je ideja, ki se mi zdi, da proti njej počasi prihaja sedanja komisija z nekimi skromnimi napovedmi nove skupščine, ustavodajne skupščine, ki bo gotovo poskušala krepiti Evropsko unijo v konfrontaciji z morebitnim novim predsednikom ZDA, Kitajsko, Rusijo in drugimi. Toliko o tem. No, zdaj jaz bi še eno za konec kritiko, ki pa ni kritika Evropske unije, ampak Slovenije, podal. Namreč tu gre za neko temeljno zadevo te tako imenovane delitve Slovenije med domobrance in partizane. To je slovenska posebnost, ki pa ni značilna samo za Slovenijo, ampak za vso Evropo. Vsa Evropa ima neke temeljne delitve iz druge svetovne vojne in iz časov
20. stoletja, ko so v Evropi delovali trije totalitarizmi. Fašizem, nacionalni socializem in komunizem. Vsak od teh totalitarizmov je proizvajal neizmerno veliko gorja in pobojev in likvidacij vsak. Nekateri se celo ukvarjajo z zavržnim poslom preštevanja žrtev. Koliko desetin milijonov več žrtev je proizvedel komunizem v primerjavi z nacionalnim socializmom in fašizmom in tako naprej. Vsaka žrtev posebna, ena sama odtehta pač tudi milijonske številke. No, ampak na ravni Evropske unije je vendar bila sprejeta že vrsta uradnih deklaracij, resolucij in zavez, ki terjajo od vlad in od predstavniških teles in od političnih strank ter od skupin državljanov v vseh državah članicah Evropske unije, da enako spoštujejo mrtve in umorjene, ne glede na to, kdo je žrtev ubil. A so bili to komunisti, fašisti ali nacisti. Da tu med mrtvimi pa teh razlik vendarle ne moremo priznavati oziroma uveljavljati. In da v tem smislu so pravzaprav žrtve terjajo neko spoštljivost in dostojanstvo, ne glede na to, komu žrtev pripada in od koga je bila žrtev umorjena. To je evropska civilizacijska rešitev teh zgodovinskega vprašanja. Slovenija ne. Slovenija je še kar predaleč od tega, še ni uspela neke te civilizacijske pridobitve uveljaviti. Zato pa deloma smo tudi tam, kjer smo. Ok, s tem končujem. Smo precej, prosim. Skoraj uro smo že tukaj in smo tako pogledali, kako je stanje tukaj na naši celini. Pogledamo še trenutek, preden naredimo kratko pauzo čez lužo. Za Združene države Amerike smo ponavadi rekli, da so največja demokracija na svetu. So še demokracija, je tisti populist, ko smo tukaj rekli vsi, da je Trump populist, ki je bil 4 leta predsednik, bil slučaj v zgodovini Združenih držav ali bo mogoče ponovno izvoljen. Je to šibilo Združene države ali so v propadu? Ali so tudi Združene države v krizi? Zdaj imamo opravka z temi skrajnostmi, skrajna desnica, skrajna levica in tako naprej. Zdaj spet logična težava je, ko neka taka skrajnost, skrajno leva ali skrajno desna zasede polovico političnega prostora, kaj pa še skrajna. Kaj pa ko zasede 1/4 ali pa 1/3, je še skrajna. To so nesmisli, to so čiste v bistvu poskusi, neke res zelo neprepričljivi poskusi diskvalifikacije, nekega igralca znotraj demokratičnega mehanizma. Zdaj, kar se tiče Združenih držav Amerike, tle pa res morate biti tolerantni do mene. Jaz sem doktoriral v Združenih državah, predaval na 10 univerzah, v teh svojih akademskih časih sem praktično, se mi zdi, da je bila moja domovina v Chicagu in tako naprej. In bil sem vedno
znotraj, ko sem bil z svojimi ameriškimi prijatelji radikalno kritičen do Amerike. Zanimivo, ker ko sem pa iz Amerike prišel domov, sem bil pa spet nekako videl njene prednosti, ne? In bil kritičen do domačih razmer. No, ampak ne glede na vse to in tudi na recimo število let, ko ocenjujem Združene države Amerike, bi jaz rekel, da so to edina prava, genuine demokracija na svetu. To si drznem reči. Zato, ker tam demokracija ni formalna, ni propagandistična. Tam Amerikanci so pogumni, podjetni, drzni ljudje, ki se ničesar ne bojijo. Zato, ker vsak neko svoje podjetje se fura. Ne? Se ne bojijo politikov, se ne bojijo države, ničesar. Zasledujejo neko svojo, čeprav najbolj možno neumno ali pa zavržno idejo, ampak za njo stojijo. In to oni so tista prava podlaga ameriške demokracije, ki ne zapade nekim zlorabam dominantnih mainstream aparatov, ki se jim neko recimo ponižno ljudstvo v kontinentalni Evropi, še zlasti pa v Sloveniji, tako rado podreja. Ne? Oportunistično, konformistično, ponižno. Ameriki gre vse na nož. Ne? Tam so konflikti resni, niso zaigrani. In to na vseh področjih, kjerkoli, gre za tekmovanje, za konkurenco, ki je brezobzirna, neusmiljena in v bistvu imajo pa ustavo, ki so jo napisali njihovi ustavni očetje, ki deluje, ki še vedno deluje na podlagi večinskega sistema in delitve oblasti. Delitve oblasti v Evropi ni, je izmišljena. Zato, ko imaš ti parlamentarno demokracijo, imaš zlizan parlament in vlado. Vlada je v bistvu samo podaljšek parlamentarnih centrov moči. Ameriška ustava dopušča pravo delitev moči med izvršilno oblastjo predsednika, vrhovnim sodiščem in kongresom. Ne? No, in senatom. Tako da tu, kakorkoli že, mi smo priča najrazličnejšim katastrofam v Združenih državah Amerike, katastrofam zlasti z vidika neke, po domače rečeno, mainstream percepcijam nekih evropskih napol birokratsko formiranih naših predstav, ne, je Amerika vendarle se nekako iz vseh teh svojih rasnih, političnih, regionalnih, kakršnihkoli konfliktov zmaže ven. Se zmaže in najde neko rešitev, ki je genuine, ki je pristna. Evropa pa nima enostavno sistema, ki bi dopuščal resno konkurenco in resne konflikte, ki pa terjajo seveda zelo velik napora in tveganja, ampak zato jaz pravim, da je Amerika edina resna demokracija na svetu, temelji tudi na edini resno konkurenčnem tekmovalnem gospodarstvu. In dokaz je pač, da je to gospodarstvo zelo inovativno, ne? In da v bistvu kitajsko in rusko tu kaj drugega kot kopirati in slediti in krasti inovacij tam, odkoder izvirajo, ne morejo. Ne? No.
Torej, s tem optimističnim pogledom, skoraj bi rekli. Ja, jaz sem za Trumpa, jaz absolutno smatram, da je to on za ameriško gospodarstvo in za ameriško tudi svetovno politiko izjemno koristen, zlasti koristen za Evropsko unijo. Kar naj spusti same, pa naj sami tisto svoj 1% v primerjavi z 5 ali pa 6 ameriškimi dajemo. Pa dajmo se braniti sami, ne, če že tako. Zakaj bi Amerika nas morala, zakaj bi ameriški davkoplačevalci morali za nas proizvajati in kupovati orožje ali pa še celo vojsko pošiljati k nam. Dajmo se malo strezniti pa jeti naprej sami. Najlepša hvala, dr. Jambrek. Zaključujemo tako s tem pozivom Evropi, naj postane malo bolj samozavestna, končno polnoletna, bi lahko rekli. In bomo sedaj za nekaj minut prekinili to razpravo, potem pa za kratko pauzo. Predajam spet besedo Tomažu. Ker sem poreden, ker sem bil. Torej, sledi 10-minutna pauza. Po pauzi bo diskusija, se pravi, če se kdo želi prijaviti kot diskutant, stopi kar k moderatorki. Prosim, da bo res 10, maksimum 15 minut, da začnemo spet, ker bo ob 19. potem sledilo predvajanje dokumentarnega filma Epifanija zemlje in duha Alois Rebula v zanosu besede in šepetanju vire, da ne bomo zamujali. Spomnim tudi, da imate pri založbi Mladika, tam v kotu, možnost, da kupite lanske zbornike Drage, ki jih toplo priporočamo, in tudi druge knjige, tako kot tudi pri Goriški mohorjevi družbi. Zunaj pa v kiosku imate na razpolago vodo ali kavo. Hvala.